Ali morda kdo izmed vas ve, da je bilo nekoč, pred več kot 400 leti, v Zalogu rečno pristanišče. Pristanišče za ladje in čolne. Še nikoli niste slišali od kakšnih pradedkov in prababic. No, o tem se bomo danes pogovarjali. Kako so tovorili blago po reki Ljubljanici in Savi. Reka Sava je bila zelo deroča reka in je bila polna raznih čeri, preprek, pregrad, zato je bilo treba urediti za plovbo. In leta 1730 je cesar Karel VI odredil, da pričnejo pripravljati reko Savo za promet. To so bili čolni dolgi približno dobre 3 metre, široki pa okoli 2 metra. Kasneje so izdelovali tudi daljše čolne. Večji čolni, katerim so rekli tudi ladje, pa so običajno vozili proti rečnem toku, po reki navzgor, tja od Banata, hrvaške meje, do Zaloga. Te velike čolne so vlekli voli. Vsak čoln je imel okrog 7 parov ali še več volov, so bile volovske vprege, da so lahko premagali deročo. Blago so pripeljali v skladišče v Zalogu. Od tuga je bilo treba prepeljati v Ljubljano, Gorico, Reko ali Trst, v pristanišča. Običajno so vozili tovor na takih vozovih. Poglejte, tule imam jaz en primer lesenega, težko okovanega voza. Rekli so mu Pariza. Kot sem že prej omenil, je bilo brodarjenje razmeroma dobro plačano. Založani pa okoličani so se veliko ukvarjali z to plovbo. No in še nedavno, mogoče 50 let nazaj, so prebivalce teh vasi imenovali mornarji. Čolnarjenje je bilo sprva postranski poklic mladih fantov, ki so živeli na kmetijah. Prevažali so blago običajno takrat, ko ni bilo dela na kmetiji ali pa na zemljiškem gospodstvu. Kasneje pa so čolnarji postali poklicni prevozniki. Je bil ta pristajalni kanal za ladje, tu je ladja pristala, tovor so istovorili ta skladišča. Takrat, če mostu ni bilo, ampak so uporabljali neke vrste splav, ki je bil privezan na jekleni vrvi. Splav je imel seveda tudi vodnika, ki je lahko potem prepeljal tovor, ljudi in celo konjsko vprego na ono stran brega. No, tu pa še enkrat, vidite, tu so te volovske vprege, ki so vlekle ta veliki čoln ali ladjo proti toku.